Nedeljski klepet. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob spremljanju Radia Ognjišče. Začenjamo z decembrsko oddajo Nedeljski klepet. Z našo nocojšnjo gostjo bomo spregovorili o tem, s kakšnimi mislimi se zazira v letošnji advent in tudi, katere darove je prinesla starost v njeno življenje. O vsem tem in še o marsičem v nocojšnjem nedeljskem klepetu, ko bomo gostili gospo Metko Klevišar. Vabljeni k poslušanju pogovora po naslednji skladbi. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli v tokratnem nedeljskem klepetu. Z mano je gospa Metka Klevišar. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi, gospa Damjana, in seveda vsi poslušalci. Tako nekaj časa je že minilo od najnega zadnjega pogovora, zato me zanima, kako vam tečejo tile jesensko-zimski dnevi v domu svetega Jožefa. Ja, moram reči, da tečejo kar dosti hitro, se veliko stvari dogaja, takšnih, recimo tudi tole, kar danes snemava, in takšne stvari. Tako da jaz mislim, da je življenje še kar polno vsega in gre kar hitro. Je pa to, poletje, jesen, se mi pa zdi, da je to tako hitro prehajalo eno v drugo, da nisem niti imela časa to opazovati. In zdaj smo naenkrat v zimi. No pa povejte, kaj se dogaja pri vas? Ja, recimo pri nas imamo razna predavanja, potem tudi jaz imam te pogovore o življenju in smrti, kar je, mislim, to zelo cenim in mislim, da so ljudje zadovoljni. In sicer imamo tudi po Zoomu, kar je zato dobro, ker so ljudje lahko iz cele Slovenije zraven. Potem pa to, kar je pa zame tudi poseben izziv, da jaz vsak dan pišem na Facebook. Zjutraj, to je že zelo zgodaj, ob 6, ker tako zgodaj vstajam, napišem pač ne dolgo, ampak enih 80 vrstic in razne teme so tudi po svoje zanimive in potem ljudje na to odgovarjajo. In se mi zdi, da je to kar zanimivo. Kakšne misli ste potem zdaj v zadnjih dneh ubesedili? Recimo ena misel, ki je bila včeraj, da je bila zelo obiskana, zelo veliko všečkov, čez 400, in sicer o kaminu, ker smo v nedeljo poslušali eno predstavitev kamina, to se pravi, bili so udeleženci kamina, ki so že nekajkrat bili na kaminu ali pa enkrat, in so potem svoje izkušnje pripovedovali. In potem to je po svoje doživetje, ker kamino ni navadno romanje, je res tako zanimivo romanje, ki človeka spremeni. In potem so zanimivo ljudje to zelo sprejeli kot nekaj zelo svojega. Očitno ljudje radi, nekateri so verjetno že bili na kaminu, nekateri bi radi šli. In mislim, da je hoja, romanje nekaj, kar je človeku zelo blizu. No in danes sem pa drugo misel dala, ker ne moreš v eni misli toliko napisati, da je pravzaprav življenje je pot. In to se mi zdi zelo pomembno, ker se to že Nejc Zaplotnik tudi o tem pisal, v bistvu važno je, da ti hodiš. In da ti hodiš, v bistvu mi vsi hodimo proti večnosti, tako rekoč. Vse tega se niti ne zavedamo, ampak v bistvu je ta hoja to. No, idej vam torej ne zmanjka? Zdaj pišem že 4. leto. In je tako, sem zelo pozorna, poslušam razna predavanja, poslušam, kaj ljudje rečejo, poslušam, kaj ljudje kaj povejo in iz tega dobivam potem tudi razne teme. To so teme, ki so zelo človeku blizu, nekatere so takšne, ki ljudem bolj ustrezajo, nekatere malo manj, ampak čez 200 všečkov je vedno, drugo je pa
več, a ne. No, širok krog bralcev imate torej. Ja, še kar širok. Odlično. Povejte, s kakšnimi mislimi pa se zazirate v letošnji advent? Veste, advent je zame zelo, zelo lep čas. In jaz se adventa veselim, ker se mi zdi, advent sam je zame lepši kot sam Božič potem. V bistvu, 4 tedne se pripravljamo na ta praznik in 4 tedne v bistvu je to hrepenenje potem. In se mi zdi, da pravzaprav celo naše življenje je en advent. In poleg tega je pa tudi liturgično lepo speljan, če pomislim vsa ta berila, ki so cel advent, ki to beremo, o tem premišljujemo. In poleg tega je tudi, kar je zraven recimo adventna sveča, ki jo lahko preživamo in vse ostalo. Tako da jaz sem advent zelo, zelo rada. Kako se sicer z leti spreminja vaš odnos do tega časa priprave na Božič? Ja, veste, zdaj je to malo drugače, ker imam čas, Zdaj jaz lahko o tem drugače razmišljam. Ko sem v službo hodila, prvič Božič niti še ni bil praznik, ampak smo ravno tako šli v službo, kot vse druge dneve, ampak smo ga kljub temu praznovali. No, in zdaj je pač lahko to drugače. Zdaj, kakšne drugače priprave kot prej, pravzaprav se mi zdi, da niso, Je pač tako, kot je vedno bilo, tudi zadnje čase, kaj posebnega pa ni. No, z vami bi rada govorila tudi o darovih starosti. Kakšne darove je starost prinesla vam? Ja, poglejte, starost, da se mnogi rečejo, da je težko biti star. Ja, starost ima tudi svoje stiske po svoje, ker si star, marsičesa ne moreš več, ampak to je treba vzeti kot nekaj, kar spada k starosti. Drugače pa je treba vedeti, da starost je zelo dragocen čas. Prvič v starosti imamo čas, da lahko v marsičem razmislimo, nismo pod pritiskom, kaj moramo. Potem tudi se mi zdi, da je zelo dobro pogledati nazaj na svoje življenje in potem ovrednotiti celo življenje, kakšno je bilo in kako smo to preživeli. Tudi lahko smo hvaležni za vse tisto, kar smo preživeli, to ni tako samo po sebi umevno. Končno tudi hvaležni za tisto, kar je bilo mogoče težje, pa smo šli preko in smo tudi to preživeli. In potem je starost tudi čas, pravzaprav je starost tudi po svoje advent. En poseben advent, zato ker ko si star, čakaš na tisti dokončni cilj, ki je pred nami in ki se nam potem vedno bolj bliža. In jaz mislim, da je to tudi lepo pred sabo imeti in vedeti, karkoli se bo zgodilo, tudi če bo kaj težkega, ampak mi vemo, kam gremo. No, zanimivo to, kar ste omenili, ta čas, ki ga starost da. Se vam sicer zdi, ko opazujete zunanji svet, vi ste zelo povezani z njim, da je ta tempo vedno hujši, vedno hitrejši? Ja, ta tempo je kar huda stvar. In se mi zdi, da zaradi tega ljudje tudi trpijo. Sem zdaj zadnje čase se zelo veliko z ljudmi pogovarjala o izgorelosti. Sem zadnjič poslušala eno predavanje o tem, pa je bilo zanimivo. Jaz zdaj malo ljudi sprašujem, a so doživeli tudi izgorelost ali jo niso doživeli. In mi potem mnogi rečejo, da so jo tudi doživeli. Ampak sem ravno danes govorila z eno mlado sodelavko, tukaj sodelavka v spisu v domu, je rekla, ja, ampak človek se mora dovolj zgodaj ustaviti, dovolj zgodaj spremeniti življenje in potem ni izgorelosti. In to se mi zdi zelo pomembno, da človek potem, tudi, ko se z mlajšimi pogovarjaš, jim daš tudi ta nasvet, morate se ustaviti, ko čutite, da ste na tem, da bi izgoreli. No, nam v starosti seveda izgorelost ne grozi, mi se lahko spominjamo mogoče za nazaj, če smo kdaj to doživljali,
ampak jaz moram zase reči, da tega niti nisem, se ne spominjam, da bi doživljala kdaj pravo izgorelost. Čeprav moram reči, da sem skozi delala, a ne. Ja, to je kar kompleksna tema, ampak morda ravno advent vabi k temu, da malce upočasnimo svoj tempo in uravnovesimo življenje. Morda gre pri preprečevanju izgorelosti prav za to, da uravnovesimo življenje. Ja, in to je res, a ne. Prvič je čas že letni čas tak, da se vse umiri. To je ena stvar, druga stvar je, da je konec leta, ko tudi lahko rečemo, zdaj to je ta glavno je za nami, zdaj se lahko pripravimo na nov začetek in lahko v miru pripravimo. Potem tudi, če čist liturgično, ne, se vse tudi k temu usmerja, tako da je advent res tak čas, ko se lahko to umiri. No, in če se zdaj vrneva na darove starosti, sicer nasplošno večkrat slišimo, tudi vi ste omenili, da je težko biti star, da marsikdo tako reče, torej večkrat slišimo, da starost odnaša pravzaprav zdravje, prijatelje, samostojnost, pa me zanima, kako pa vi gledate na to? Ja, veste, to je zelo odvisno od tega, kako človek na to gleda. Gotovo določene stvari in ljudi odnaša. To, kar ni vedno lahko, je, da nam odnaša ljudi. Ljudi, ki jih imamo radi, s katerimi smo lahko dobro sobivali, ampak ti se počasi poslavljajo. Ker eden od nas bo sigurno prej umrl, ali drugi, ali pa jaz. Ne? In je dejstvo, da nam jih odnaša. Ampak po drugi strani je pa tako, da smo lahko neizmerno hvaležni, da smo bili z njimi. In se mi zdi, da ta hvaležnost je tista stvar, ki lahko človeka po koncu drži. Ne samo žalost, zakaj tega ni več, ampak hvaležnost, da smo bili, kar ni tako samo po sebi umevno. Potem pa seveda vedno manj tudi zmoremo, marsičesa ne moremo več, za marsikaj rabimo pomoč, ampak sej konec koncev ni tako hudo. Verjetno je včasih težko prositi za pomoč, to ni vedno lahko, ampak ko pa prosiš, pa vidiš, da jo dobiš. No, kaj pa modrost? Ali prinese starost modrost? Kaj lahko sami storimo za to, da bi v starosti postali modri? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Človek bi rekel, ja, potem je pa star človek moder. Lahko je, lahko pa tudi ni. A ne, ni nujno, da je star človek moder. Jaz poznam veliko starih ljudi, ki so zelo modri, sploh ni odvisno to od izobrazbe, lahko nimajo nobene posebne izobrazbe, lahko nekdo še pisati in brati ne zna, pa je moder, lahko pa ima nekdo fakulteto narejeno, pa sploh ni moder. A ne, to je tisto, jaz mislim, odvisno od tega, kako ti živiš svoje življenje. In jaz mislim, da veliko ljudi pač tako, gre vse mimo njih, sploh se ne uživljajo v to, kar živijo. Tako da jaz bi rekla, so modri, pa niso modri. Pa lahko sami kaj pripomoremo k temu, oziroma na kakšen način? Ja, lahko, ampak to moraš začeti dovolj zgodaj. To je prepozno, če začneš v starosti. To je že celo življenje, kako živiš, kako že kot mlad živiš, kako potem nadaljuješ, kako so kakšne stvari v življenju, ki te potem malo stresajo, malo spremenijo in včasih tudi modrejšega naredijo. In na vse to mora biti človek pozoren in če si pozoren, potem postajaš lahko moder. Če pa gre to kar tako mimo tebe, da te sploh ne zanima, pa to pa lahko sploh nisi moder. Tako, ja. No, sicer pa smo, se mi zdi, priče nekemu zanimivemu paradoksu. Na eni strani govor o evtanaziji, na drugi pa prizadevanje za vitalno dolgoživost. Pa me zanima, kako vi gledate na to, na nek način shizofreno situacijo. To je zelo shizofrena situacija. Poglejte, smo se ravno včeraj pogovarjali, ljudje, ki so stari recimo čez 80 let, 90 let, pa so bili mogoče pred 40 leti operirani zaradi raka, pa so zdaj popolnoma zdravi, tako rekoč, pa jih potem po 80 letu ne naročajo več na kontrolo, kar je zelo logično. Ampak te ljudje so dostikrat užaljeni
ker bi hoteli še hoditi na kontrolo, ne vem, kaj pričakujejo. Pričakujejo večno življenje ali kaj. A po drugi strani pa tudi evtanazija. V bistvu, jaz mislim, da se za evtanazijo zavzemajo ljudje, ne tisti, ki so res bolni, pa ki trpijo, ampak tisti, ki so težko ob nekom, ki so bolni. Jaz mislim, da je za marsikoga težko biti ob nekom, ki trpi. In zato je to problem pravzaprav bolj zdravih ljudi kot ne. To je zelo zanimiva misel, kar ste ravnokar povedali. Kako bi torej preobrnili to, oziroma kako bi ponudili pomoč tem, ki spremljajo trpeče? Ja, to se ne da kar tako naenkrat. Recimo, kar se tiče spremljanja ob bolezni v umiranju. Marsikdo, ki je spremljal nekoga, se potem v tem času, ko nekoga spremlja, zelo spremeni svoj odnos in takrat začuti, kako je to pravzaprav dragoceno spremljati nekoga, ki tudi umira, ki je v stiski, da to ni samo težak čas, ampak je tudi čas, ki je pomemben za tega, ki spremlja, kaj takrat pridobi, da se takrat ogromno nauči za življenje. Jaz poznam zdaj enega mladega fanta, študenta, ki dela pri hospicu, tukaj na Štajerskem. Mislim, da je zadnjič bila oddaja tudi na Ognjišču v kolokviju. Mislim, kako on to pripoveduje, kaj vse pri tem doživlja. In se mi zdi zelo dragoceno poslušati tudi takšne ljudi, da potem sam razmišljaš, a je vredno res biti pri nekom, ki tako trpi. Različnih tem sva se dotaknili v tokratnem nedeljskem klepetu in za konec pa še eno vprašanje o poeziji. 3. december je rojstni dan našega pesnika Franceta Prešerna, pa me zanima, radi prebirate poezijo, je morda kakšen pesnik ali pesnica, ki vam je še posebej pri srcu? Ja, zakaj jo rada prebiram, pa vendar ne tako, da bi bila to moja glavna okupacija. Jaz moram reči, da so mi všeč tudi te pesniki, tudi recimo Kuntnerja zelo cenim. Potem zdaj je tudi Marko Pišljar, to je en kolega naš, ki je psihiater, bil v Idriji, tudi izdal pri Mohorjevi knjigo. To so ljudje, ki potem res iz življenja marsikaj povejo. No, mislim, to sem zdaj samo 2 omenila, ampak teh je še veliko. In sicer pravite, da poezija ni vaša glavna, oziroma prebiranje poezije ni vaša glavna okupacija, ampak sicer pa vam je pri srcu ali ste bolj ljubitelji proznih besedil? Ja, mi je pri srcu samo, jaz se več ukvarjam s proznimi besedili. No in nam lahko zaupate kakšno knjigo, ki vas je v zadnjem času nagovorila? Moram reči, že zadnje čase sem pa zelo malo brala. Vse je pa tako, potem pa je to zanimivo, da potem s starostjo nekateri veliko več berejo, nekateri veliko manj, ampak se mi zdi, da sem v življenju toliko stvari prebrala in sem zelo hvaležna za tisto, kar sem prebrala, da zdaj trenutno tudi od tega živim, kar sem prebrala. In da mi je pa veliko lažje poslušati, recimo zelo rada tudi poslušam razne stvari in mi je tudi to dragoceno. Tako, sicer ste eno knjigo nocoj že omenili, Nejca Zaplotnika oziroma njegovo knjigo Pot. Veliko predavanj ste tako mimogrede omenili in tudi Radio Ognjišče, tako da smo veseli, da ste tudi naša zvesta poslušalka. Gospa Metka Klevišar, za konec tega najinega decembrskega klepeta bi vas prosila še za zaključno misel za naše poslušalce zdajle ob začetku adventa, kaj bi jim sporočili. Ja, jaz želim vsem, da lepo preživijo adventane. Potem sem pa, moram še to reči, da sem zelo vesela za letošnje praznovanje Ognjišča. Zdaj je bilo 29 let, ampak naslednje leto bo 30 let, da spremljam tudi Ognjišče od vsega začetka in se zato še toliko bolj vesela vseh teh praznovanj.
No, to nas zelo veseli. Prav lepa hvala za lepe želje, gospa Metka. Lepe pozdrave pošiljamo v Celje, v Dom svetega Jožefa, da bi vam bilo še naprej tako zelo prijetno in da bi še naprej tako bogato doživljali svojo starost in z njo bogatili tudi vse nas na tak ali drugačen način. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v decembrskem nedeljskem klepetu, v katerem smo gostili Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje. Vse dobro vam želim, od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno. Poslušali ste nedeljski klepet.